Ja, jaz danes ne bi govoril o zgodovini cerkve. In ja, kje začeti? Zakaj bi se sploh o tem pogovarjali? Zakaj bo to važno? Tle je več stvari, ki jih lahko rečemo. Ampak mogoče bi začel kar z enim mestom iz Svetega pisma. Apostolska dela 1.1 bom prebral. Prav takole, Luka. V prvi knjigi sem poročal, Teofil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Prav z drugim besedam, v Evangeliju po Luku je on povedal, kaj je Jezus delal do takrat, ko je bil vzet v nebesa, kaj je Jezus začel delati. In zdaj v tej drugi knjigi, Apostolska dela, bo povedal, kaj je Jezus potem naprej delal, oziroma kaj je potem delal Sveti Duh. In vemo eno stvar, da apostolska dela nimajo ta pravega zaključka. Pavel je v Rimu, čuje, se ne zgodi, ni nobenega pravega zaključka, so odprta knjiga, se pravi. Dostikrat slišimo to, da naše življenje je potem 29. poglavje apostolskih del. Se pravi, zgodba je zapisana, začrtana, ampak mi jo nadaljujemo. Tako da, z ene strani je to, kar ne bi danes govorili, je pravzaprav je pregled tega, kaj je Jezus delal skozi zgodovino, kaj je Božji Duh delal skozi zgodovino. Ker je marsikaj naredil, marsikaj se je zgodil. No, potem lahko gledamo tudi še na drug način. Lahko gledamo preprosto takole. Sveto pismo je ogromna zgodba, velika zgodba in mi s tem, ko se učimo o zgodovini cerkve, vstopamo v zgodbo. Sploh bi da najprej eno stvar pomislite, da če te nekdo vpraša, kdo si ti, mu boš povedal nekaj o sebi, povedal mu boš svojo zgodbo, povedal mu boš, v kakšni družini si se rodil, v kakšno šolo si hodil, kaj ti zime, povedal boš svojo zgodbo, ker tako se gradi identiteta. To, kaj smo, je v bistvu zgodba. Če hočeš nekomu povedati, kaj si, v resnici poveš zgodbo. In tako tudi, seveda, tako Bog deluje. Bog sam se nam ljudem ne razodeva abstraktno, ločeno od vsega, ampak ravno skozi zgodbo. Ste kdaj pomislili, da je Biblija sama v sebi že ena ogromna zgodovina? V Bibliji imamo zgodovine od Abrahama pa do prve cerkve, je tam reda 2000 let zgodovine. Se pravi, in obenem imamo seveda v Svetem pismu tudi ta pogled naprej. Imamo pogled ne samo do zdaj, ampak tudi kako se bo zgodba nadaljevala in končala, to že vemo. Se pravi, Sveto pismo tudi sega že naprej v času. Pravi, mi smo, če dejansko vstopamo v Sveto pismo, vstopamo v to veliko zgodbo. Se pravi, ko razmišljamo o cerkveni zgodovini, v bistvu vstopamo v nekaj, kar je bistveno večjega od nas. Ker dejansko, če smo Jezusovi učenci, če smo del njegove skupnosti, smo del nečesa, kar je veliko večje od naših trenutnih okoliščin, tega, kaj se nam danes dogaja, pa kaj se nam včeraj zgodilo. No in vemo, da v Svetem pismu glavna stvar, glavna tema je to, da Jezus biva med nami. In tako, kot smo že prej rekli, Jezus dela in kako je bil Jezus med našimi bratmi in pa sestrami v drugih obdobjih, v drugih časih. In seveda, zdaj pa tako kot je, če staro zavezo beremo, je to zgodba o Božji zvestobi, pa o človeški zelo, zelo pogojni zvestobi, dostakrat ne zvestobi. In seveda tudi zgodovina cerkve je podobna, nekaj nič boljša ali pa slabša, oboje najdemo in oboje vidimo. No, pa še en vidik bi dal. Dejansko je, ko gremo skozi zgodovino cerkve, vidimo tudi, kako so različni ljudje, različni kristjani, različni naši bratje pa sestre razlagali Sveto pismo. Kako so razumevali, ker v različnih obdobjih so različna mesta postala pomembna ali pa so se posebej sklicovali na njih. In
tukaj mislim, da je dobro, no, da smo pošteni sami do sebe in da se zavedamo, da vsak od nas pristopa k Svetemu pismu z določenimi očali. Naše predstave, naša pričakovanja, skupnost, katere del smo, in vse te stvari delujejo kot nek filter, skozi katerega mi beremo Sveto pismo. In zdaj, ko začnemo tako gledati, ko vidimo to širino, kaj vse so kristijani bili po raznih časih, seveda pa vidimo različna očala, skozi katera so gledali. Ker nam lahko pomaga tudi malo, da svoje lastne očala vidimo v drugi luči. Ja, in to razširi naše obzorja, da nismo ozko ujeti v neke svoje kroge. No, ampak jaz sem globoko prepričan, da dobro poznavanje te velike zgodbe, da nas utrjuje, da nam daje trdno identiteto v tem, kar smo, in tudi nam pomaga res, kako biti dober Jezusovi učenci v današnjem času. In tudi seveda, kako ne padati v določene pasti, v katere so ljudje padli. Ja, še ne dve stvari, preden gremo konkretno malo pregledano narediti. En problem je tukaj seveda, tako kot ko beremo staro zavidno zgodovino, seveda to ni neka suha zgodovina, to je zgodovina, ki je pisana z vero. In dejansko nobena zgodovina, ki jo pišeš, ni neutralna. Sploh pa, če pišeš zgodovino tega, ker je Bog delal, je to nujno povezan z vero. Zato pač je treba biti le pošten in je treba se zavedati, vsaka cerkev, vsaka denominacija ima svojo cerkveno zgodovino. Se pravi, katoliška cerkev bo imela tako, ne vem, luteranska bo imela drugače, pravoslavna je imela drugače, evangelijska bo imela drugače. Jaz, kot ne vem, nekdo, ki se zavzema za hišno cerkev, seveda tudi imam svoj pogled. Se pravi, to, kar vam bom podal, je pač moj pogled in ne bi rad skrivil tega. To je omejitev, ki ima vsak od nas. Je pa pomembno, da imamo to pred očmi v glavnem, no, da ne pademo v to iluzijo, da se da biti tukaj 100% objektiven. Drugo je pa zdaj takole. Pogovarjali bi se o zgodovini cerkve. Kaj je sploh cerkev? Gremo lahko malo krog, pa vsak od vas pove tako v enem stavku, kaj je cerkev? Kristusovo telo. Ok. Ja. Skupnost. Skupnost? Ja. Skupnost ljudi, ki sledijo Jezusu. Prosim? Skupnost ljudi, ki sledijo Jezusu, ja. Še kaj? Kristusova nevesta. Kristusova nevesta, dobro, ja. Mislim, načeloma je to tako fizično cerkev. Aha, kot zgradba? Tako, ja. Ok, ja, v slovenščini to definitivno je tako, ja. Ja, še kakšno? Mislim, tudi koncev kot denominacija. Organizacija? Ja, organizacija. Inštitucija, ja. No, a vidite, že sam tle, ko smo šli malo tako, vidimo, da so to zelo različni koncepti. Zgradba, inštitucija, skupnost, Kristusovo telo, ki je verjetno bolj mistično v tem smislu, ker ga ne vidiš, ne moreš ga tako konkretno dotakniti se. Tle je veliko enih konceptov, se pravi, že tukaj vidimo, da je zgodovina cerkve bo težavna, ker je sam koncept cerkve. Niti slučajno ni tako samoumeven. Kaj je res cerkev? Kdaj je res skupnost Jezusovih učencev? Jaz bi šel recimo na to definicijo. Na to bi jaz seveda šel, ampak kaj se tukaj? Smo mi tle zdaj že cerkev? Je to cerkev? Ja, ok, ja, v redu. Mislim, a vidite, da ni čisto trivialno odgovoriti na to vprašanje, ni čisto samoumevno. No in seveda, zato je dobro, da razmišljamo o tem, se tudi sama zgodba cerkve bo nekaj povedala. In ja. Zdaj, jaz sem zadevo si tako zamislil, da sem teh 2000 let krščanstva
sem razdelil na 8 obdobij. Prvo je obdobje prve cerkve, potem imperialna cerkev, potem nekaj malega v vzhodnih cerkvah, srednji vek, reformacija, doba prebojenja misijonov, binkošno gibanje pa današnje stanje. In skozi teh 8 dob bomo zdaj malo šli. Kako smo časovno, kako bi bilo dobro, da gremo? 50 minut. 50 minut, 2x50. Ok, dobro. Malo pauza. Pa vmes pauza, da se štopam, da bom gledal na to. Če ne, pa ustavite, prosim. Ja, bi tudi rad, da potem na koncu, da imamo čas res za debato, ker tukaj so ogromno vprašanj in tudi veliko teh stvari se najbolj skozi pogovor rešuje. Prav, v redu. V redu, začnemo s prvo cerkvijo. To je zdaj prvo obdobje, ki se ga ponavadi nekoga da skozi letnicama 30 pa 313, se pravi 30 binkošti, Jezus umre, vstane od mrtvih na binkošti, Sveti Duh pride in to je kot rojstni dan cerkve. 313, kot bomo videli, je pa moment, ko rimski imperij sprejme, dovoli najprej krščanstvo, potem pa ga tudi že v veliki meri posvoji. Zdaj za to, kaj bi rekel v tem prvem obdobju? Najprej je recimo zanimivo, kako se je ta cerkev hitro širila. Se pravi, tukaj imamo zdaj sliko, recimo Jeruzalem je v središču, to si zapomnite, ker to je pomembno. Dejansko stari zemljevidi sveta so tako risali svet, da je bil Jeruzalem v središču. Tole je stanje recimo 33 po Kristusu, cerkev je tam v Jeruzalemu. Potem tole je stanje nekje leta 250, se pravi, imamo cerkev v Egiptu, imamo jo v Severni Afriki, Južni Španiji, v Rimu vsekakor, pa v današnji Turčiji, pa Siriji. Tole je v 3. 4. stoletju, vidimo, da je razširjena že do Indije dol, tukaj gre dol po Nilu tudi, velik del Anglije, recimo 406, ja, tole v Etiopiji je že cerkev takrat dol. Se pravi, cerkev raste hitro, kar je za nas pomembno, je to, da je marsikaj od tega je že tudi ven iz mej rimskega cesarstva. Ja, kaj je potem značilno za prvo cerkev? Kot vemo, je bil Jezus Jud in tudi vsi prvi učenci so bili Judje, verjetno vsi pisci Nove zaveze, mogoče razen Luka, so bili Judje. Se pravi, so bili del določene kulture, so imeli določeno predzgodbo, zaradi tega je stara zaveza del Svetega pisma. No, ampak seveda že tudi v 1. stoletju je bilo že nekaj kristijanov iz poganstva, se pravi, ko so prišli ven iz ozadja, ki ni bilo judovsko. Zdaj, judovski kristijani so se, kot vemo, so se držali strogo stare zaveze, tudi raznih predpisov o hrani, verjetno tudi obrezi, verjetno so molili po obrazcih judovskih, so hodili v tempelj in tako naprej, ampak so seveda verjeli, da je Jezus Mesija. Medtem, ko poganski kristijani, Jezusovi učenci, ki so prišli iz poganstva, se tega niso držali, pa so se nekaterih samo. In če pazljivo berete Novo zavezo, vidite, da je bil to en glavnih problemov v tistem času. Predvsej apostolskih del, predvsej Pavlovih pisem, debatirajo točno o tem, kaj zdaj, eni so Judje, eni so pogani, kako je s tem. In to dvoje je nekako obstajalo skupaj in kot vidimo iz Nove zaveze, ne brez problemov. Ja, zdaj, judovsko krščanstvo je potem v 2. stoletju je bolj ali manj zginilo. Ga praktično ni več. To je povezano s propadom judovske države. In bolj ali manj to vse skupaj postane krščanstvo iz poganstva. Čeprav dialog z Judi se je še nekaj časa nadaljeval. No, obenem v tem času vidimo prehod iz bolj dinamičnih oblik cerkve v bolj statično obliko, ker v Novi zavezi, recimo, kar se tiče
kako je cerkev strukturirana, najdemo zelo, zelo preprost koncept. Cerkev vodijo starešine, ki se lahko imenujejo tudi škofi, so večinoma zmeri timski, ni en, je tim, pa so tam še eni diakoni omenjeni in to je to. Medtem ko že v 2. stoletju se pa ta koncept spremeni, da škof rata nekaj drugega kot starešina, je en škof, pod njim so starešine, ki jim pozneje rečejo duhovniki, pa še nižji so pa diakoni, se pravi taka trojna hierarhija se začne že v 2. stoletju vzpostavljati. Zdaj, v tem cajtu imamo spise raznih kristjanov, najbolj zgodni spisi se imenujejo spisi apostolskih očetov, recimo Klement Rimski je en, Ignacij Antiohijski je drug. Mečkam pozneje za njimi so pa prišli apologeti, recimo Justin. Te apostolski očeti so zanimivi, jaz sem tudi tukaj pa nesel nekaj knjig, si jih lahko malo pogledate, ker to so prvi spisi po Novi zavezi in so časovno dosti blizu temu, kar imamo v Novi zavezi. Obenem pa seveda, ko beremo, vidimo, da je pa tudi kaj se že spremenilo vmes, no, ampak so pravzaprav eno tako zanimivo širše ozadje Nove zaveze, ki ga lahko dobimo. Apologeti, oni so se ukvarjali pa predvsem kot ste imeli že o apologetiki, eno predavanje. Gre za zagovor krščanstva, zagovor bibličnega sporočila, tukaj predvsem pred rimskimi oblastmi, ker krščanstvo je preganjeno in te so pa argumentirali, zakaj je krščanstvo v redu, zakaj je to neumen preganjati, zakaj je neumen, da cesarji to preganjajo. No in v tem času imamo pol tudi že začetke teologije, sploh pozneje, v 3. stoletju, ampak tukaj začetki so v tem času prve cerkve. Ena pomembna stvar, ki je v tem času tudi se zgodi, je pa tole, je kanon Nove zaveze. Kanon Nove zaveze pomeni, v tem času se je odvil proces znotraj cerkve in to znotraj različnih krščanskih skupnosti, kaj je dejansko Sveto pismo, katere knjige spadajo v Biblijo. In to je zelo, zelo ključna zadeva. Zdaj, lahko rečemo z veliko gotovostjo, da je dejansko večina Nove zaveze je bila jasna že okrog leta 180. Obstaja en dokument, ki se mu reče Moratorijev fragment. So pa obstajale debate glede knjig na robu, se pravi, recimo 4 evangeliji so bili jasni, apostolska dela jasna, Pavlova pisma tudi jasna, predvsem te knjige, ki so na koncu Nove zaveze, pismo Hebrejcem, Jakobovo pismo, 2. 3. Janezovo pismo, 2. Petrovo pismo, Judovo pismo, pa Razodetje. V teh knjigah so bile debate, pa še par knjig je bilo, ki jih zdaj štejemo pod apostolske očete, kot je Hermon Pastir ali pa Didahe. To so zgodne krščanski spisi, ki so dejansko v nekaterih krogih so imeli veljavo Svetega pisma, ampak samo v nekaterih, ne povsod. In zato na koncu niso pristali v Svetem pismu. Ampak v glavnem, ta debata se je odvijala v tem času. In tudi še v 3. stoletju zaključena je bila pol v 4. šele, ampak večina dejansko tega razmisleka je bila jasna že v tem obdobju. Tle imamo pač en tak mal provokativen seznam, ker recimo vemo, da je Pavel napisal saj še kakšno pismo Korinčanom, ki ga nimamo, vemo, da je cerkvi v Laodikeji nekaj pisal. Kaj bi bilo, če bi danes slučajno našel ta tekst? Bi ga mogel dati v Biblijo? Verjetno ja. Se pravi, a je kanon zaključen ali ni? Ja, bolj ali manj je, ampak ne. Ker vemo, da Pavlovi teksti so not, zato ker so Pavlovi. No, se je tle mogoče dobro, da povemo 3 kriterije, kako je ena knjiga postala del, kako se je razločevalo, da je knjiga del Svetega pisma. Prvo je bil apostolski izvor, se pravi, da je tekst napisal apostol ali pa en bližnji sodelavc apostola. Se pravi, recimo Luka ni bil apostol, je pa bil sodelavc od Pavla. Marko tudi ni bil apostol, ampak je bil sodelavec od Petra. Tako da apostolski izvor je bil en kriterij. Drug kriterij je pa bilo, da je bil tekst sprejet od vseh cerkva. No in ta kriterij je zelo pomemben, ker dostakrat slišiš recimo pač kakšni nasprotniki Biblije pravijo, to je rimska cerkev, to je Vatikan tako zbral. Ampak ljudje,
ki to trdijo, enostavno ne vejo, kakšne so bile razmere v cerkvi v 2. stoletju, pa tudi še v 3. Ja, rimska cerkev je imela nek prestiž, ampak niti slučajno ni imela kontrole ali pa jurisdikcije nad vsemi cerkvami. Dejansko je, recimo, novozavezni kanon, ki ga poznamo, je nastal kot konsens iz področja nekje od Anglije današnje pa do Iraka, Mezopotamije. To so bile cerkve, ki so bile zelo, zelo ohlapno povezane, definitivno ni bilo še hierarhične cerkvene strukture, nič takega ni bilo. To so bile v osnovi neodvisne skupnosti, ki so vse brale te tekste. In po tej logiki so ti teksti pač bili splošno sprejeti. Ravno po tej iste logiki nekateri teksti, ki so bili samo lokalno sprejeti, niso prišli v kanon, ker jih niso vsi imeli. To ne pomeni, da so ti teksti za nič. Sam nimajo te 100% kredibilnosti. Barnabovo pismo bi moglo biti še prej, pa ga ni. Barnaba je Pavlov sodelavec konec koncev. Obstaja nek tekst, ki zdaj se seveda znanstveniki kregajo, ga je res napisal Barnaba ali ne, to je druga zgodba. Obstaja ta tekst, ki je zanimiv za brati in ga je v nekaterih zgodnjih biblijah je bil not, vsaj dodatno. Tretji kriterij, se pravi prvi kriterij je apostolski izvor, drugo je splošna sprejetost. In tudi, da se to bere na bogoslužjih. Tretji kriterij je pa to, da je sporočilo konsistentno v skladu s tem, kar je že v drugih knjigah. Oziroma tudi uporabil se en izraz v latinščini regula fidei, pravilo vere. In to je nekaj tazga, kot je, a kdo ve, kaj je vsebina apostolske veroizpovedi? Ja. No, to je zelo kratek obrazec, kjer imaš glavne točke verovanja, verovanje v Boga Očeta, verovanje v Jezusa, Božjega Sina, verovanje v Svetega Duha in cerkev. Kratka stvar, ki jo v tradicionalnih cerkvah jo recitirajo med bogoslužjem. Se pravi, to približno je nek tak povzetek tega cerkvenega verovanja. Se pravi, teksti so se mogli skladati s tem. S tem, kar je v drugih knjigah, ali pa s tem osnovnim verovanjem. Se pravi, to so te trije kriteriji. Se pravi, zelo pomembno je to dejstvo, da je ta stvar nekoliko izplavala na dan kot konsens. Ni nobena cerkev ni rekla, to mora biti tako. Ne? Ampak je bil to enostavno širok konsens, ki so ga potem pozneje razne cerkveni zbori v 4. stoletju predvsem prepoznavali. In če greš brati te dokumente, vsi pravijo, to je bilo že skozi. Noben reče, ne, mi določamo, da je to tako. Ne, mi ugotavljamo stanje, ugotovitev stanja je bila izprej. Zdaj, prav teh 27 knjig, ki jih imamo zdaj v Novi zavezi, se prvič, da je prav točno ta seznam, ga imamo prvič leta 367 v enem pismu Atanazija, pa potem je sinoda v Hiponu leta 393 pod Avguštinom, je isti seznam imela in tako naprej. Ampak moram biti le pošteni, debat še ni bilo čist konc. Recimo na zahodu so eni bili skeptični glede pisma Hebrejcem, na vzhodu pa glede razodetja. Zanimivo, zaradi tega v pravoslavni cerkvi še danes ne boste najdli nobenega teksta iz razodetja med liturgičnimi bregi. Ga sicer sprejemajo kot kanonično knjigo, ampak z rezervo. To je pač posledica teh sporov, ampak tako, v glavnem, v tem obdobju smo dobili novo zavezo. In to je seveda ključna zadeva. Tudi mogoče ta razmislek je tukaj pomemben, kaj to pomeni, da je cerkev definirala kanon. Te debate vemo, da so zelo pogoste. Nekateri rečejo, ja, to pomeni, da je cerkev nad Svetim pismom, ker je cerkev definirala Sveto pismo. To je res, ampak to je zelo pogojno res, ker se moramo takoj vprašati, kot kaj je cerkev to definirala. In sama beseda kanon v bistvu v grščini pomeni merilo. Se pravi, cerkev, ko je razpoznala tale seznam knjig, je rekla, tole je merilo nas samih. Tole je merilo tega, kaj cerkev sploh je. In vse ostalo, kar se v cerkvi dogaja, vsa ostala izročila in tako naprej, je pod tem merilom. Se pravi, cerkev je na neki točki v zgodovini rekla, tole je v bistvu naš lasten kriterij. Temu se moramo podvreči, ker vemo, da je to Božje razodetje. In to je odnos cerkve
pa kanona. Dobro. Tok o prvi dobi, zdaj pa lahko gremo naprej na naslednjo dobo, ki je v marsičem zelo, kaj ne rečem, usodna. Jaz sem imenoval kar imperialna cerkev, mogoče se vam ta izraz zdi malo hud, ampak dejansko je zgodba ta. Leta 313 je tale gospod, cesar Konstantin, je najprej krščanstvo priznal. Kot veste, predvidevam, je bilo do takrat krščanstvo preganjeno uradno strani rimske države, cesarstva. No, na tej točki je pa Konstantin, potem, ko se mu je nekaj zgodilo, da krščanstvo dovolil in že takoj zatem je dejansko začel sponzorirati cerkev. Ni bila cerkev samo tolerirana, je bila takoj že obsuta z sponzorstvi državnimi. Ker seveda Konstantin je imel svojo računico tukaj. On sam je simpatiziral s krščanstvom, ampak se ni spreobrnil tik pred smrtjo, se je dal krstiti. To je zanimivo. Ampak je še vseeno vmes, recimo, ves čas je pa tudi nadaljeval s kultom sončnega božanstva. In on je bil kot svečenik tega kulta in tako naprej. Tukaj vidimo, da so se pač ena hecna vrata odprla. In cerkev je pa po 300 letih preganjanja to stvar zelo sprejela, zelo širokimi, odprtimi rokami. Verjetno zdaj lahko rečemo, se je težko biti pameten, mislim za nazaj, sem lahko biti pameten za nazaj, ampak iz današnjega stališča verjetno malo preveč nekritično, ker stvari so šle zelo naglo navzdol potem v marsičem. Predvsem krščanstvo ratalo državna religija in krščanstvo se je zlilo z oblastjo. Oblast pa cerkev sta se povezali. In dejansko zdaj, če mene vprašate, to je pa zdaj moje stališče, je tukaj mogoče glavno razlikovanje, sploh kar se tiče cerkve. Je cerkev, ki je tako ali drugače državna cerkev, pa potem je cerkev, ki to ni. To je po mojem bolj pomembno razlikovanje, kot razlikovanje med katoličani in protestanti ali pa karkoli drugega. Ker, recimo, vse cerkve, ki bom zdaj naštel, katoliška, pravoslavna, luteranska, anglikanska, kalvinistična reformirana, Cvinglijeva reformirana, vse te cerkve so bile državne cerkve in so funkcionirale skupaj z državo. In so že v osnovi so bile tako postavljene, da delujejo skupaj z strukturami oblasti, ki jih nudi država. In zdaj, izven teh so se pa seveda tudi razvijale, jaz bom rekel, majhne cerkve ali pa preproste cerkve, ki so bile seveda v sporu s to veliko cerkvijo, uradno cerkvijo. In tako da od te točke naprej bo zgodovina, tako kot jo bom tle jaz zdaj probal predstaviti, bo šla po dveh tračnicah. Bomo opazovali, kaj se dogaja v veliki cerkvi, pa kaj se dogaja v teh malih cerkvah, ki so seveda na robu, ki so bile večinoma preganjene od velike cerkve. Ker žalostna stvar je seveda tale, leta 313 Konstantin ustal pobijanje kristjanov. Leta 385 umre prvi kristjan že, preganjen od kristjanov. Manj kot 100 let. In ga bomo omenili, tega človeka, ker je bil pomembna oseba. In tudi to, zdaj, se pravi, seveda cerkev se je utrdila, centralizirala, hierarhični koncept cerkve je seveda bil zapečatan takrat. To je rado uraden, od države priznan in tudi od države zahtevan koncept cerkve. V tem času, v 4. stoletju, so prepovedali zbiranje po domovih. Ni bilo dovoljeno. Mora biti v cerkvi, vse pod nadzorom. In to je uradna religija. In zdaj, ne vem, če to veste, ampak na Zahodu je v bistvu se ta stvar nadaljevala prek Karla Velikega do koncepta Svetega rimskega cesarstva do leta 1806. Takrat je bilo konc tako imenovanega Svetega rimskega cesarstva. Ki je ta koncept, ki ga je Konstantin štartal, in to je globoko zaznamovalo vse cerkveno mišljenje in tudi teologijo in marsikaj drugega. No, gremo zdaj malo pogledati, kako je to izgledalo. Zdaj, v tem prvem obdobju je bilo 5 središč krščanstva. In teh 5 središč so imeli vsaka svojega patriarha. Zdrav Rim
Carigrad, Konstantinopel, Aleksandrija, Jeruzalem, Antiohija. In v tem času so lokalni škofje še zmeraj imeli precej neodvisnosti, ker koncept od začetka je bil ta, da škof je bil pač najvišji, kar je bilo. To je pač voditelj lokalne cerkve, škofje so se med sabo povezvali, so se srečevali in to je bilo to. V tem času so ratali mega škofje, bomo rekli, patriarhi, se pravi, se še en nivo hierarhije se vzpostavil in to je izgledalo tako. Seveda Rim, pa Konstantinopel, pa Carigrad sta tekmovala za to, kjer bo ta glaven. Ker se Konstantin je preselil prestolnico od cesarstva sem, tako da so bili pač tendence, da ne bi bila ta glavna cerkev, ker je bil pač prej bil pa Rim, ne? Ampak tako se je to dogajalo. No, to je bila tudi doba teh koncilov, tukaj ne bomo šli skozi vse to. Nicejski je najbolj pomemben, leta 325, spet sklicu ga je cesar, ker ga zahtevajo poenotenje glede vprašanja, kako se definira Jezusovo božanstvo. In vse cerkvene zgodovine, ki jih boste brali, boste videli, da razdelijo cerkev prednicejska pa ponicejska cerkev. Tudi to je ena zareza v cerkveni zgodovini. Tukaj je pač nek tak formalen, tudi teološki začetek te, recimo, imperialne cerkve. In to so naslednji ampak ne bomo se zdaj v to poglabljali. To je doba, ki so delovali tako imenovani cerkveni očetje. Najbolj to so bili krščanski voditelji, pisci. Avguštin je recimo en od njih, zelo pomemben, na zahodu, tole so vzhodni, Bazili, Janez Zlatousti, Gregor iz Nazianza. Ti vsi ljudje so bili ljudje Svetega pisma, so razlagali Sveto pismo in imajo zelo zanimive komentarje celega Svetega pisma. Je pa res, da nekateri od njih, sploh Avguštin, so bili pa tudi teoretiki, ki so prav teološko zagovarjali to novo hierarhično, močno cerkveno ureditev. Avguštin prav posebej ima to zelo nesrečno čast, da je on tisti, ki je pravzaprav izumil uporabo sile za evangelizacijo. On je dejansko v enem od pisem, mogoče je imel slab dan, ampak ja, res. Ker drugače Avguštin je v marsičem genijalen pisati, sam tisto je pa ravno zato, ker je tako genijalen in tudi tako zelo nevarna stvar. V enem od pisem je razpravljal o tem, a se sme prositi cesarja, da unim, ki se nočejo spreobrniti, da jim malo pomaga s kakšnim zaporom ali pa s čem takim. In je on prišel do tega, da to sicer najprej ni hotel, ampak da v bistvu pa ja. In je rekel, to mi delamo iz ljubezni. In zdaj pa slaba stvar je pa to, Avguštin sicer ni vedel, ne, ampak on je rado temeljen, glaven teolog krščanskega zahoda. Marsikateri katoliški cerkvi, če greste gor pod kupolo, so 4 teologi, Avguštin je en od njih. In kot tak, seveda ga je potem 700 let pozneje citiral Tomaš Akvinski, točno ta tekst. In je Tomaš Akvinski v zakonu spet zelo še bolj razdelil, ja, da je treba heretike pobiti. No, tukaj vidimo to dvojnost, ki se je začela. No, ampak seveda zaradi tega istega so se pa začeli tudi pojavljati glasovi, ki so rekli, ne, to pa tako ne gre. No in prvi je tale Priscilijan, to je ta, ki so ga leta 385 škofje obsodili na smrt. In kaj je on zagovarjal? Zagovarjal je preprosto cerkev s Svetim pismom v središču, osebna vera kot ključna zadeva, posvečeno življenje, sodelovanje vseh moških, žensk, preprosti shodi. In to seveda je rušilo to močno hierarhizacijo, ki se je že razširila in so ga ubili, ampak njegovi učenci so ostali še kakšnih 200 let. Zakaj ni mene slike? Zato, ker je za vsemi temi tle in vsemi temi gibanji se je poskrbel, da ni ostalo nič ali skoraj nič. Dejansko so od Priscilijana našli neke tekste pred 100 leti, ki dejansko pokažejo, za kakšnega človeka je šlo. Ker seveda, to je zdaj ta problem, ki sem ga prej rekel. In tukaj se tudi vidi, da zgodovino res pišejo zmagovalci, ker vse te, recimo, pa večino teh je uradna cerkev obtožila zelo hudih stvari, zelo hudih
napak v nauku. Ne? Njega so obtožili, da je verjel v dva bogova in take stvari, manifestva. Ampak teksti pokažejo, da to enostavno ni res. No, potem naslednji Vigilanci, on je bil tudi, se pravi, Priscilijan je umrl že v 4. stoletju. Vigilanci je deloval na prelomu med 4. in 5. stoletjem. On je pisal in pridigal proti kultu svetnikov in kultu relikvij, ki se je začel takrat enkrat. In on je en od glasov proti temu. Tako da je pač pomembno pričevanje. No, potem imamo pa razna gibanja. Ne? Eno gibanje je zelo zanimivo, tele mesalijanci. To beseda izhaja iz sirščine in pomeni molilci. To je pa bolj eno tako radikalno, bi rekel, malo karizmatično gibanje, ki pa isto odklanja pozunanjenost cerkve, cerkvene obrede in imeli so preproste skupnosti, predvsem so poudarjali molitev pa posvečenje. In so delovali tam od 4. do 8. stoletja v Mezopotamiji, Siriji in zelo so poudarjali svetega duha. In en njihov tekst je vstal zato, ker so ga pripisali enemu svetniku, pol pozneje in ko se je ohranil do danes. 50 duhovnih homilij se imenuje Psevdo-Makarjeve. Naslednjo gibanje so Pavlicijani. Ti so se začeli v 7. stoletju in so do 10. stoletja obstajali. Spet šlo je za preprosta oblika cerkve, poudarek na Svetem pismu, zavračali so krst otrok in obtoženi so bili pa raznih herezij in tako naprej. Potem imam pa še dvoje pod vprašanjem. Sami začetki meništva, to bi jih lahko razumeli, to je bilo tam konc 3. začetek 4. stoletja, ampak jih lahko razumemo kot poskus tega, da se ljudje enostavno umaknejo iz cerkve, ki je ratala posvetna, ki je ratala v marsičem kompromisu. Pač so se umaknili v samoto, v molitev in so pol tam v puščavi v Egiptu se je to začelo. So ustanavljali preproste skupnosti in tako naprej. Seveda se je pol malo v 5. stoletju se je to bolj organiziralo, ker najprej so bili to posamezniki, ki so šli v puščavo in so tam molili. So se pol dobili v majhnih skupinah včasih, ampak pozneje v 5. stoletju so pa samostane naredili. In tiste pa pol organizirali bolj tako po vojaško in tiste potem tudi se počasi integrirali v veliko cerkev. Ampak te prvi menihi so bili dosti odbiti ljudje. In to je tudi še ostaja, sploh na vzhodu je to ostaja, delno ostaja še danes. Sploh med pravoslavci imaš še zmeraj puščavnike, samotarji, ki živijo v eni jami pa molijo vse življenje. Protovaldežani, dobro. V severozahodni Italiji se zdi, da je v hribih, da je ostala cerkev enostavno preprosta še precej cajta pozneje in da se je to pozneje v eno od poznejših gibanj prelevilo, ampak to potem zaenkrat. V glavnem, od njih ne vemo dost in podatki, ki jih imamo, so od njihovih nasprotnikov. Tako da je zelo težko, včasih je res težko vedeti. Za Pavlicijane je vprašljivo, ali so bili pravoverni ali niso bili. In mogoče je to vprašanje sploh napačno, ker te cerkve niso bile centralizirane. To niso bile, tukaj ni bilo enega, ki bi diktiral, tle se bo verjel tako. To so bile lokalne skupnosti, ki so se nekoliko priznavali med sabo. In čisto možno je, da nekatere so učile kakšne čudne stvari. Ampak to ne pomeni, da so jih vse. No, v tem obdobju je važno tudi, da se Sveto pismo se je precej prevajalo in tle je seznam, katere jezike se je prevedlo v tem času. Tole tle na desno je sirsko Sveto pismo. Prav tem že od 2. stoletja naprej v bistvu so začeli nastajati prevodi, ki so prinesli Božjo besedo v domače jezike. No, gremo zdaj en korak naprej. Kot sem rekel, so v starih časih svet takole prikazoval. Zdaj pravi, Jeruzalem je v središču, potem je dol Afrika, tle Evropa, tle Azija. In dejansko je res, da mi na zahodu moramo popraviti to v svojih glavah, ker mi nekako razumemo, krščanstvo si začelo tam in potem se je razširilo k nam in to je to. Dejansko delamo tle napako, ker je ogromna večina cerkve je bila dejansko v Aziji. Dejansko pravijo zgodovinarji, da
tam do 13. stoletja, približno, je večina kristjanov živela v Aziji, na tem področju do Indije, pa še celo naprej do Kitajske. In zdaj naslov vzhodne cerkve, to je zelo tak okviren naslov, ampak te koncili, ki sem jih prej omenil, tam pač je ta velika cesarska cerkev razpravljala o teoloških vprašanjih in ko so neki določili, so zmeri en del cerkve vrgli ven. Tako so vrgli ven v 5. stoletju dva velika dela cerkve. Eno so nestorijanci, drugo so monofiziti. Nestorijanska cerkev je bila najbolj številčna cerkev od 7. do 13. stoletja. To so bili misionarji, oni so živeli na vzhodu od Rimskega imperija, predvsem v današnjem Iraku, Perziji, potem so imeli pa misijon naprej v Indiji in do Kitajske so prišli v 8. stoletju. In so bili zelo, kaj bi rekel, uspešna cerkev, zelo je rasla na tem področju. Potem pozneje dejansko. Zakaj so jih pa ven vrgli? To so bili kristološki spori. To je bil konkretno to je bil spor glede doktrine o dveh naravah v Kristusu. Zvrtle ni šlo, oni verujejo, da je Jezus Bog. Ampak šlo se je za točno definicijo, kako je z Božjo naravo pa s človeško naravo v Kristusu. Kako sta te dve naravi. Zdaj, nestorijanci so trdili, da je te dve naravi treba ful razločeno razumeti. Kao pravoverna oziroma v tistem cajtu prevladujoča linija pa rekla, da je treba to predvsem kot enotno vzeti in so jih pač vrgli ven, ampak dejansko zdaj ta problem. Tukaj odzad, seveda je bil teološki spor, ampak odzad je bil tudi političen spor, vedno. Zdaj cerkev od 4. stoletja naprej, recimo mesto enega škofa nekje, je bilo prestižno mesto, je imelo ogromen političen vpliv tudi. In tle je šlo za clash raznih teh interesov noter že zelo močno. Tako da njih so vrgli ven zaradi tega. Čez 20 let so na Kalcedonskem koncilu vrgli ven pa monofizite, ki so pa trdili, ki so pa predvsem poudarjali enotnost, da je Kristus predvsem božanski. Niso negirali človeške narave, ampak so rekli, da je treba poudariti božansko. Glavno, šlo je za danes za stvari, ki se nam zdijo totalni detajli. To je, mislim, in predvsem je hecno, da so zdaj 30 let nazaj dejansko pravoslavni kristijani in monofizitski kristijani sprejeli celo eno teološki sklep, ki nekako potrjuje, da sta obe formulaciji ta pravi, če jih prav razumeš, se pravi. Ni bil problem tle. Ampak je pa spet pomembno nekaj reči. Dostakrat se v cerkveni zgodovini se reče, velik razkol je bil protestantizem. Ne, tole dvoje sta bila ogromna cerkvena razkola, ki jih je cesarska cerkev povzročila že v 5. stoletju. Jih je bilo še več, ampak tukaj gre res za dve veliki skupini kristjanov, ki sta bili vrženi ven. In kot sem rekel, nestorijanci so bili celo večinska veja krščanstva še na par stolet pol jih je islam počasi začel uničevati, ker islam najprej ni bil sovražen do kristjanov, sploh ne. To se pozneje, šele po križarskih vojnah se je to zaostrilo. Medtem, ko ta druga skupina, ti monofiziti, te pa ostajajo še danes. Etiopska cerkev, armenska cerkev, določene cerkve v Siriji, se pravi, pa mislim, ne, gruzijska, ne, armenska. V glavnem, obstajajo veliko teh monofizitov je ostalo do danes. V glavnem, dobro se zavedati, da obstajajo še čist druge, v bistvu tradicionalne cerkve, ki pa niso niti pravoslavne, niti katoliške, že zdavne. In nekatere od teh cerkva so imele zelo lep misionarski uspeh, predvsem nestorijanci, ko so pa nesli evangelij na kitajski dvor. Dobro, gremo zdaj malo v srednji vek. Takrat je na vzhodu se začel širiti islam. Lahko imamo pol debato, zakaj mislite, da je tako bilo. In seveda Zahod se je pa pridobival na moči, ker prej je bilo središče dejansko tam, okoli Carigrada je še bolj vzhod. Zdaj pa je to počasi začelo zginjati. In na koncu tega obdobja, potem dejansko na koncu srednjega veka, Zahod postane trdnava krščanstva. Prej to ni bil. Krščanstvo je bilo zmeri svetovna religija, da tako rečem. Kot verjetno veste, se je leta 1054 zgodil pol
to, če mu rečemo, veliki razkol med pravoslavnimi in katoličani. Je pa res, da ta razkol se je kuhal že stoletja prej, ne? Pravoslavni so bili grško govoreči, katoličani latinsko, in je bila velika razlika že v sami kulturi in konceptih. Pa šlo se je za ta boj, ne, med Rimom in Carigradom. In dokončno je prišlo do razkola leta 1054. Zdaj, na papirju je to šlo zaradi unega dodatka v veroizpovedi, ne, da je Sveti Duh izhaja iz Očeta in Sina, ker tega ni bilo v tekstu, ki ga je koncil sprejel leta 400, tam 381, ampak so to na zahodu dodali not in v glavnem. Ampak spet, vzroki so bili politični pa kulturni. In ja, no, ampak potem seveda Carigrad je padel leta 1453 pod islam, in tako da se je središče pravoslavja preselilo v Moskvo, kjer je še danes v bistvu v Rusiji. Dobro, to v srednjem veku, ja, kot verjetno veste, takrat so se samostani razmahnili in to so bila središča tudi duhovnosti in tudi znanja. Prepisovali so Biblijo tam tudi in tako naprej. Potem v srednjem veku se začenja razvijati mistika tudi kot recimo, to je tako bolj radikalno in kontroverzno gibanje, ki ima za cilj združitev duše z Bogom. In tukaj se malo mešajo biblični koncepti, pa dostikrat razni filozofski koncepti. Je pa na nek način tudi mistika mogoče odziv na to formalno religijo, kjer je vse pač stvar neke hierarhije in enih obredov. Tukaj seveda je šlo za oseben stik z Bogom v mistiki, se pravi. To je recimo zanimiv odziv. Ja, pa imamo se tole, tega imamo precej v srednjem veku. Imamo različna obrobna gibanja. In zdaj nekatera od teh so dejansko obstajala znotraj velike cerkve. Ne? Vsak, ki se mečko in noter raziskati srednji vek, rata presenečen, koliko je bila v bistvu uradna cerkev znotraj sebe tudi raznolika. Ne, mi, ki mislimo nazaj, mislimo, da to je bila ena velika monolitna cerkev, sploh ni res, ne drži. Je bilo veliko gibanj znotraj te cerkve in nekatera so bila zelo radikalna. Recimo, ne vem, če veste, ampak pač Frančiškovo gibanje se je začelo zelo radikalno, kot gibanje, ki je odklanjalo vsako osebno lastnino. Pol, mislim, da ali še za časa Frančiškovega življenja, ampak malo zatem so se to preklicali. Ampak nekateri njegovi učenci so rekli, ne, to bo tako ostalo. In so končali tako. Tako da na grmadah. Tako da je bilo veliko tako ali drugačnih pozivov k reformi, k spremembam. Recimo, par lačnih gibanj, za katere verjetno niste slišali, Božji prijatelji, Devocija moderna, Begine, to so bila, in te so vsi imeli v bistvu neko tako srečevanje, tudi recimo v manjših skupinah in bolj ta osebna, recimo oseben odnos z Bogom in takšne stvari, delno povezani z mistiki tudi. No, ampak to je bilo v cerkvi. Zdaj bom pa na hitro omenil 3 gibanja, ki so bila pa izven teh struktur. Prvo so bogomili. Te so pravzaprav nadaljevanje tistih Pavlicijanov, ki sem jih omenil tam, ki so se že v 7. stoletju začeli. In bogomilsko gibanje je se začelo nekje v Bolgariji okoli 10. stoletja, potem je prišlo v Srbijo in v Bosno, kjer je uspeval, zelo dobro uspeval do 15. stoletja, ko je islam prišel. Znano je, da v Bosni recimo bogomili so imeli novo zavezo v ljudskem jeziku. Zelo so poudarjali posvečeno življenje. Ja, obtožvali so jih pa tega, dualizma, manihejstva, in je spet zelo težko reči, no, ampak saj vem, da obstajajo vsaj določeni teksti, ki pravijo, da so manihejci, da so bogomili, dejansko imeli tudi staro zavezo, ker če je to res, potem stvar pade. Ne? Manihejstvo je učilo to, da sta dva bogova in da je dobri bog, ki je nebeški bog, in zloben Bog je pa ustvaril ta svet, ki je stvarnik. Ne? Ampak če ima staro zavezo, ne moreš tega verjeti. Pa tudi ne nazadnje, tudi če novo zavezo bereš, zelo težko priješ do tega.
No, ampak to gibanje je bilo zelo močno in dejansko se je širilo po Evropi. In je tam nekje v 12. stoletju se je preselilo v severno Italijo in v južno Francijo tudi, kjer ga srečamo pod imenom Katari in Albižani. In podobne stvari so učili kot oni, isto so bili obtoženi dualizma, no, ampak pred njim so štartali križarsko vojno. Dejansko, no, to je mogoče zanimiv podatek. Leta 1229 so v Toulouseu, to je v južni Franciji, so sklicali koncil, pokrajinski koncil proti tem in pa so jih tudi šli in so jih zbrisali kompletno. Ampak na tem koncilu so še nekaj drugega sklenili, da je prepovedano brati svetopismo, še posebej je prepovedano laikom, se pravi, kdo ni duhovnik, da je prepovedano brati svetopismo, še posebej pa so prepovedani prevodi v lokalne jezike. In to je bil sklep, uraden sklep koncila. In to je dejansko potem dolg časa vladalo v cerkvi. Tako da vidimo že to, da je koncil nekaj tazga sklenil, pomenilo, da je to bilo med ljudmi. Se pravi, ljudje so očitno brali svetopismo in ga prepisvali. Kateri koncil? To je pokrajinski koncil v Toulouseu 1229. Očitno je bil to problem. No, spomnimo pa še eno gibanje, ki pa se imenuje Valdežani, in te so pa verjetno nadaljevanje teh preprostih cerkva v severni Italiji, severozahodni Italiji, v Piemontu. Tudi oni so imeli novo zavezo v ljudskem jeziku, zdaj kot provansalščina, Languedoc, nekaj tazga je bil ta jezik. Šli so, pridigali so, znajo so dva pa po dva. Dejansko je en od njihovih voditeljev celo šel v Rim in je prosil za dovoljenje, tako podoben kot Frančišek. In ni dobil dovoljenja, pa ne zato, ker je bilo kaj narobe, ampak papež je rekel, da ti nisi dosti izobražen. Ne da je kaj narobe z naukom, ampak tako, in ni dobil, ampak seveda on je pa nadaljeval, ker je veril, da ga je Bog poklical in je to delo naprej. To dovoljenje za kaj? Ja, da bi ustanovil kot nek red, tako kot je Frančišek ustanovil red. Frančišek Arsinški isto naredil, on je šel k papežu in je dobil dovoljenje, da ustanovi ta red. In isto je Peter Valdo, ki naj bi bil en od njihovih začetnikov v 12. stoletju, je probal, pa ni tega dobil seveda, ampak je poslušal Boga bolj kot človeka in je nadaljeval. No, in za Valdežane pa nedvomno velja, da so predhodniki reformacije, za njih je pa gotovo, da niso imeli kakšnih čudnih naukov, ker dejansko, recimo v 16. stoletju, oni so dejansko preživeli do danes, obstajajo v Italiji še zmer. Im je uspel preživeti, čeprav so bili hudo preganjeni, in v 16. stoletju so se tudi dejansko priključili reformaciji in to je moglo biti zanimiv, ker da so prav rekli, neverjetno, ker oni so sebe razumeli kot en tako stank, ki je ohranil pač vero v svetopismo in to, in pa so rekli, je to kar naenkrat to izbruhnilo, in tako zanimiv moment. Se pravi, ja, oni so se začeli, recimo v 12. stoletju in so potem jih imamo še danes. Zdaj pa prehajamo v naslednje obdobje, ampak bomo začeli s predhodniki, tako kot smo že pravzaprav. John Wycliffe je prevedel svetopismo v angleščino, 14. stoletje, napadal zlorabe v cerkvi in tako naprej. In njegovi učenci, ali pa te, ki so njegove ideje sprejeli, se imenujejo Lollardi. To pomeni unike mrmrajo, ker te pisem, kot ste slišali, je bilo nevaren med. Oni so se učili svet pisem na pamet in zato so mrmrali, da so ponavljali vrstice iz svetega pisma. In to je še eno od teh gibanj, ki velja za predreformacijsko. Potem tale gospod je naslednji, Jan Hus. On je tudi zagovarjal svetopismo v domačem jeziku, reformo cerkve in njega so poklicali na koncilu Konstanci in so mu zagotovili, da se lahko vrne varno nazaj. Prav, mislim, da v cesarju je dobil zagotovilo, ampak tam na koncilu so pač videli, da on noče preklicati teh svojih upornih mnenj in pa so rekli, ne, s heretikom ni treba držati besede, da so ga zažgali na grmadi. Je pa menda rekel tam,
da bo čez 100 let prišel nekdo, ki ga ne bi mogel ustaviti. Ne pa lejte, tole letnica, pa letnica, kdaj je Luther naredil teze. 102 leti. Ja, in z njim, z Husom so delno povezani teli in to gibanje je zelo zanimivo. To so tako imenovani češki bratje, enotnost bratov, unitas fratrum. Začeli so se tam nekje v istem času kot Hus, ampak so šli bolj radikalno, so formirali majhne skupnosti. Doskrat je bila to kar cela vas, recimo. Cela vas je bila ena skupnost, skupaj so obdelovali polja, skupaj so molili in živeli po Svetem pismu, prevajali so Sveto pismo, pisali so himne, tudi krščanske. Oni so dejansko tudi preživeli v tako imenovanih moravskih bratih, ki jih bomo še omenili, ki so bili pomembni pozneje. Obstaja še danes, ampak to je spet še eno gibanje, ki je čisto v vseh pogledih reformacijsko gibanje pred Lutherom. No, potem pa pride seveda tale. Martin Luther s temi 4 vodili, temeljnimi vodili. No, in on seveda, on je bil menih. In on je hotel reformirati katoliško cerkev. On ni hotel razkolati cerkev. On je hotel zgolj reformirati, on je bil tudi profesor, je bil na teologije, se pravi, bil zelo izobražen. In sam je imel seveda posebno izkušnjo, ko je bral pismo Rimljanom. On se je zelo boril s temi vprašanji, kako doseči, da me bo Bog sprejel. Zelo se je boril s krivdo. In je pač probal delati marsikaj in tudi razne asketske stvari in tako naprej. Ampak potem je ob branju pisma Rimljanom se mu posvetil. Bog človeka opravičuje po veri. In to je bilo tako, kot res eksplozija. In on je iz tle ven, je potem začel to razlagati in to učiti in iz tle ven je seveda izpeljal ta 4 načela, ki so samo vera, samo po veri, samo po milosti nas Bog sprejema, samo Sveto pismo je merilo, s tem, da to ne pomeni, da je zavrgel tudi vse ostala cerkvena izročila. Sam rekel, da Sveto pismo je merilo. Sveto pismo je neizpodbitno. Ostalo je dobro, ampak v ostalem bomo debatirali. Se tehta. Sveto pismo je pomerilo. Pa samo Kristus, se pravi fokus na Kristusa. A jih ni bilo 5? Ja, nekateri dajo soli deo glorija, samo Bogu slavo. Nekateri dajo tudi sam 3, ker to ni nikjer Luther napisal tako, v tem smislu, to so 4 načela. To je bolj nek destilat Lutherovih spisov, pa tudi spisov drugih protestantov. No, zdaj si lahko pogledamo, ampak tudi pri Lutheru se je stvar odvila tako. Luthera so podprli knezi. Se pravi, tudi Lutherova cerkev je bila državna cerkev. Ker so se stvari zgodovinsko drugače odvile, jim ni uspel Luthera sežgati na grmadi, tako kot jim je uspel Husa. Ravno zato, ker so ga knezi zaščitili. V bistvu ga en knez ga je ugrabil dobesedno, zato da bi preživel. In ga je v bistvu odpeljal k sebi v grad in je bil tam en let zaprt in ta čas je prevajal Novo zavezo. Dobro izkoristil čas. Ampak pač mu je uspel preživeti, ker je bila svoja razpisana, je bila bula, da ga je treba usmrtiti. Ampak pač tukaj so se knezi postavili na njegovo stran, veliko knezov, ne samo en, in je to seveda ratal političen problem. Ampak luteranska cerkev je pač ena od teh smeri, ki je uspela in preživela z državno podporo. Imamo še druge smeri. V Angliji imamo anglikansko cerkev. Ta kralj Henrik VIII se je ločil od Rima čisto iz osebnih razlogov, zato ker mu papež ni dovolil, da bi se ločil pa ponovno poročil. Ampak razne ljudje okrog njega, to je bil ta čas, so pa začeli uvajati razne protestantske elemente in potem šele kraljica Elizabeta je to, takrat je rata jasno, da ta cerkev gre v smer reformacije, čeprav manj radikalno. No, nekateri pravijo, da je recimo anglikanska, da je nekje vmes, recimo, med katoliško pa protestantsko. No, čist ne drži, ker je tam tudi zelo veliko različnih podve anglikancov, ampak recimo. Potem še ena smer, Zwingli, Ulrich Zwingli v Zürichu. On je bolj radikalno, on je zelo radikalno zanikal, da imajo zakramenti karkoli
bistvenega, da pač Gospoda večer je samo spomin, nič več. Recimo Luther ni tako učil, pa tudi Calvin ne. Je pa zanimivo, da Zwinglijev naslednik Bullinger je bil dober prijatelj s Trubarjem, čeprav je bil Trubar luteran. Ker te so se med sabo kar žolčno tudi spopadali. Zwingli, pa Luther, pa potem tudi Calvin, to je pa recimo tretja glavna smer, je pomemben kot teolog. On je napisal Ustanova krščanske vere, to je kot sistematična teologija, za njega je značilen recimo nauk predestinaciji. Je pa tudi on recimo v Ženevi ustvaril neko tako mestno teokracijo, ki ni bila zmeri glih najbolj prijetna, sploh če si se ne strinjal z njim, ti je šla glava. To je pač en od stranskih produktov to vrstne cerkve. No in današnje reformirane cerkve vse izhajajo od njega. No, poleg teh državnih cerkva je pa dejansko so bile še druge smeri. Ne? In ta glavna smer, ki je zelo pomembna po mojem, so tako imenovani anabaptisti, pomeni prekrščevalci, ko se niso sami rekli, ko so jim drugi rekli. Namreč oni so pa prvi po dolg časa zahtevali, da se krščuje odrasle ljudi, spravi, da otrok ne more biti krščen. In jih so preganjali vsi. Katoliki, luterani, Zwingli jih je preganjal, Calvin jih je preganjal. Zato, ker oni, in drugo, kar so seveda oni tudi zahtevali, je strogo ločitev cerkve od države. Tle se pa prvič tako prav načelno postavili, ne, cerkev pa država ne spadata skupaj. To sta ločene sfere oblasti, ki se ne morata povezovati. So bili razširjeni tudi v Sloveniji. Težava pa je, da nekateri od njih, ne vsi, in to je krivica, ampak nekateri od njih so se pa, kaj bi rekel, povezali v nekakšna uporniška gibanja, predvsem v Münstru je bila ena tako apokaliptična scena, da so začeli trditi, da bo zdaj prišel tja Jezus in tako naprej, in so naredili neko komuno tam, no. Tiste so pobili vse. So pa ostali, anabaptisti so v bistvu ostali v Kanadi, menoniti, če ste kdaj slišali za njih, pa tudi Amiši so delno povezani z njimi. V Kanadi, zakaj? Zato, ker so šli najprej seveda v Ameriko, ampak potem, ko je v Ameriki bila vojna med Združenimi državami pa Združenim kraljestvom, oni so bili dosledno pacifisti, oni niso parjeli za orožje. In so šli v Kanado, ki je ostala pod angleško krono, ker se niso hoteli bojevati. Zato so tam preživeli. Teh gibanj je bilo več, to se pravi, ko rečemo anabaptisti, to ni eno mišljenje, to ni ena veja, to je veliko različnih skupnosti, ki so imele recimo par glavnih skupnih povezovalnih točk. No in za to obdobje moramo tole še omeniti, seveda Biblija se je začela prevajati spet masovno in to je gotovo eno glavnih pridobitev Lutra, nedvomno je prav to, da je vrnil Biblijo nazaj ljudem. On je rekel, ne, vsak mora brati svetopismo. Vse pred njim že tudi Erasm Rotterdamski, ampak Luther je to tudi realiziral s svojim prevodom, zelo dobrim prevodom v nemščino, ki je pa tudi Luther je bil že tudi malo teoretik prevoda, je pisal o prevajanju. Zakaj treba prevajati razumljivo, da bo ljudje razumeli. Je uporabljal pač ljudski jezik, ko je prevajal. In tudi, seveda, mi smo dobili svoj prevod takrat, ne? To je bil del tega. In tudi, ne samo, da se je to dogajalo, to se je tudi organiziralo. Tako da, zdaj lahko, pogledajmo še tole proti reformacijo, pa naredimo pauzico. Na kratko, seveda, nasprotna stran se je odzvala s tako imenovano proti reformacijo z koncilu v Trentu, Tridentinskem koncilu, ki je do neke mere uredil katoliško cerkev, sam večinoma se je postavil kontra glavnim protestantskim zahtevam, ne, recimo po bogoslužju v domačem razumljivem jeziku, po prevajanju Svetega pisma, po dostopnosti Svetega pisma. No in takrat je tudi v katoliški cerkvi so neki novi redovi nastali, predvsem jezuiti, ki so pa med drugim štartali misijon. To je prvi začetek misijonov v recimo bolj modernih časih. Tako da,
Po mojem je zdaj v redu, da naredimo pauzo tlele, imamo še malo tega.